Dragi bratje in sestre v Kristusu, mislim, da prihajam iz najbolj zahodnega dela Slovenije v najbolj vzhodni del Slovenije, kar je gospodov privilegij za nas, da smo z vami tukaj. Samo da vam povem lepe pozdrave iz Evangelijskega centra v Kopru, kjer sem jaz in moja žena sva pastorja. Lepe pozdrave tudi s Team Challenge, ki je pa rehabilitacijski center za zdravljenje odvisnosti, ima to je vse pod krinko gospodov evangelij in tisti, ki so izgubljeni. Amen? To je to. Ampak moramo pred državo tudi nekaj napisati, tako da smo rehabilitacijski center. Vemo pa, da kar smo slišali v tem vikendu, tudi v Murski Soboti, ko je brat Ingolf govoril, Jezus je odgovor na vse stvari v tem svetu. Tako da lep pozdrav iz sončne obale, uživamo, ko pridemo v Nuskovo. Jaz si vedno želim, odkar se poznamo s Simonom in s Kuzmiči nasploh, ga večkrat prosim, če lahko pridemo za par dni, da si spočijem glavo, da s fanti pridemo tudi videti, kako to sploh je, da pršut ne prihaja iz Lidla, ampak iz skrbnih rok ljudi, ki delajo in se trudijo cele dneve. Ne govorim samo pršut, ampak vseh stvari. Tako da hvala vam za povabilo, hvala vam za ljubezen, bratsko, hvala vam za toploto, hvala za to, kar smo sprejeti, kar veliko pomeni. Jaz se upam, da se zavedate danes, da nismo sami slavili Gospoda. Mene se je tako dotaknilo, da sem kar na enem mestu, ki rad prepevam in rad na glas prepevam in včasih sem moteč tudi za slavilno skupino, ker sem ponavadi spredaj, ampak pozabim na vse, potem sem kregan na koncu, ampak ko se me prime Gospodov duh, si ne moram pomagati in ratam čustven in včasih sem na glas, včasih pa ne moram niti spustiti, če me razumete, niti glasa zaradi njegove take prisotnosti. In danes niste peli sami, samo da veste. Ko sem odprl oči v enem trenutku, nisem mogel reči, sem rekel, kaj vidim, angeli so peli z nami, to je vedno takrat, ko se zdinje njegovo svetlo in verjamte mi, niste sami. Niste sami. Sestra Suzana je danes govorila o tem, da imamo prijatelja v Jezusu, kar je čudovito, ampak predstavljaj si, da imaš prijatelja kralja. Predstavljaj si, da danes je gospa Pirc Mursarjeva tukaj, pa ima ena določene stvari, ki te lahko odreši določenih pomilostitev, ker smo bili kaznovani za karkoli. Ne bi bil hvaležen za Pirc Mursarjevo, da sedi v tej bližini naši, pa da ji lahko kaj zgučimo, kakšno prošnjo, da bi kakšen davek odpisala in tak naprej, ne? Ja, ma pol je pa drugi premier tam na drugi strani, ki ga bo terjal še mogoče več, ampak Gospod naj blagoslovi njihove srca. Danes smo tu, da, me prime. Sem pa pel po prekmursko, upam, da ja, zdaj na koncu. In res, hvala. Kot prvo, v luči tega, da se približujemo velikonočnim praznikom in da se seveda ne gre samo za šunke in pa te stvari, ampak gledamo tudi, kako je pastor Franc govoril danes o tem, da ni lepšega, ni boljšega. Zame je Božič čudovit, ker so nekako vsi pripravljeni, da bojo nekaj dobili, da bojo nekaj dali. Vemo pa, da tisti prvi, ki je bil to Gospod, ki je dal vse. On je prvi dal, zato mi tudi, ko smo ustvarjeni po njegovi podobi, čutimo neko potrebo, neko veselje potem, da darujemo. In vedno v mojem življenju je bilo vedno lepše nekaj dati, kot pa prejemati. Kot prejemati je bilo celo narodno bolj, kot pa daješ, pa gledaš obraz človeka, na katerega si mislil celo leto, pa zdaj mu boš nekaj izpolnil in gledaš, kako bo reagiral in upaš, da si zadev pravo barvo. Da ni samo losos, ampak da je dimni losos. Tako da, ko v luči tega gledamo, ni samo Božič, ki se je Jezus rodil, ker jaz vidim kot prva akcija genocida malih otrok, še posebej fantkov do 2. leta, ni bilo tako, kot se mi predstavljamo, ampak je bila kar kruta varianta, tako da so mogli te modri možje, ko so prišli, so si verjetno predvidevali, da bo kralj rojen v palači. Pa danes bomo videli, da Bog deluje na nepričakovan način, da ponavadi ni tako in vas bomo ohrabril v kakšnikoli situaciji ste, da Gospod ve, kaj dela. Da nas je včasih preveč nas,
pa premalo Gospoda v naših situacijah. Sam grem čez določeno stvar, v kateri ne vem točno, kaj se bo zgodilo, ampak zaupam Gospodu, da se bo zgodilo v dobro. Ampak ko sem bil voden skozi Svetega Duha zadnje čase, je dobesedno, dragi moji, pridimo bližje Gospodu. Da je ni čas, da smo poševni, površni, da ne vidimo poti, da se prebujemo v strahu, da poslušamo neumnosti po televiziji, ampak je čas, da poslušamo Božjo besedo in tistim, ki služijo. Zato imamo brate in sestre, katere, verjamte mi, tisti, ki se vam najbolj na živce grejo, so najbolj potrebni za vaše življenje prav zdaj. Tako da gremo pogledati, kdo je ta naš kralj, kaj on počne, kaj kralj je, kakšne so njegove pristojnosti, njegova avtoriteta, kaj izraža v njegove osebnosti. In tu sem nekaj napisal glede tega, da prihajamo zdaj veliko noč, super za Božič, ampak verjamte mi, če ne bi bilo vstajenja tretji dan, da se ni zemlja stresla, potem bi mi imeli tako 0 upanja, pravkar. Zato ga pa imamo, ker nas Gospod živi. Amen. Ok, govorili bomo malo o tem, kako je Jezus prišel v Jeruzalem. Morate vedeti, da jaz sem ulični pridigar bolj kot cerkveni, tudi oblačim se tako, da sem tako oblečen, da imam bele čevlje, to po zaslugi moje žene. Drugače bi prišel v kratkih hlačah, v sandalah in eni kratki majici, kar mogoče za nekatere cerkve je bilo nesprejemljivo, ampak se pa prilagajam in spoštujem kulturo cerkve, zato sem se oblekel po najboljših možnih stvareh. Celo Simon mi je danes rekel, Jelka, dajmo eno srajico. Tako da, pač se upravičujem, ne hočem žaliti nobenega, tak sem, jaz sem v stilu, sem na ulici, tam, kjer dobesedno ljudje so res v peklu. Obstaja peko, sem da veste, in se zelo veliko manifestira tukaj na zemlji. Glih samo eno misel, ki mi je prišla zdaj v tem času, ko smo bili v Nuskovi pa v Murski Soboti, je bila ta, da, in še berem neko knjigo, zelo spiritualistično, skratka, in govori o enem fantu, ki je šel skozi te slavilce satana, morate vedeti, da to obstaja in to so najbolj bogati ljudje, sem da veste, manigirajo z politiko, z vsem industrijo, karkoli se že dogaja. Mi plačujemo vse te stvari, seveda, ampak Gospod je večji na tem. In vidim, ko je ta zaupil v frustracije, kako to možno, kot kristijani to razumemo, to frustracijo. Zakaj ni več ljudi, ena gospa je danes molila, da dosežemo tiste, ki so izgubljeni, ki ne vejo, ki iščejo. Moram povedati, da demoni delujejo nefer, ne. Demonske sile delujejo tako nefer, da laže in manipulirajo, kar je meni najhujše, kar najbolj prizadene tudi vas kot ljudi, kot nas vse ostale, ne samo kot kristijane, ampak normalni ljudi, najbolj prizadene, da te nekdo zmanipulira, da se ti laže in da obrne tvoje stvari, ki jih imaš dobre, v njihovo korist. In to delajo demoni. Oni si privoščijo lagati, manipulacije in dajo neke stvari, neke čudeže, neke moči, da ti priješ do njih. Gospod je pa full fair, veste? Gospod pa to, kar je, to, kar vidiš, to bo. On je črno-bel Gospod. Govorim tako, on reče, se ne premakne. In ljudje to težko slišijo. Za ljudi je težko slišati, da je nekaj absolutnega, kar Gospod je. Jaz se spomnim, ko sem eno praktično mi je Gospod pokazal, no, kako on deluje, kako mu lahko zaupam in se večkrat vračamo, dragi moji, večkrat nas bo Gospod tudi opomnil, kje smo bili, da lahko cenimo ta trenutek, v katerem smo zdaj, trenutno v določeni situaciji. In se spomnim, sem bil v Ljubljani in ne maram mesta, mi ni všeč mesto sploh, in džumbus in bim, bam, bam in sirene in laufa vsi, ne veš, ali boš koga, kakšnega kolesarja povozil ali ne, ali greš v ščuzo za nič, ki nisi vedel, razumeš, da kar naenkrat pride mimo tebe, se moraš staviti, moraš gledati, moraš biti pozoren. In se spomnim, smo stali jaz in moja družina, otroci so bili še mali in bila rdeča luč, jaz sem bil, ne vem, tipo 5 v koloni, na desno meni so bile dve file, rečemo, kako se reče, 2 kolone, na levi strani tudi 2 kolone in polno avtomobilov in si čakamo na Celovški, eni levo za Beljake, eni desno za center. In čakamo in kar naenkrat se meni zdi, tisti vozniki, ki vozite, se boste tega spomnili in sigurno lahko pričujete tudi z mano tu na tej prižnici, da v enem trenutku se mi je zazdelo, da se avto premaknil. Pa so se premaknili drugi. Ampak tvoji možgani, tvoja miselnost gre v tem, ne, kar je laž, ti se res nisi premaknil, so se premaknili drugi. In zapaničariš. In kaj se tebi zgodi? Kakšna je tvoja prva reakcija, ko se ti zdi, da se avto premika nenadzorovano? Stopiš za bremzo.
Je tako? Če to ne pomaga, stopiš naročno, zdaj pa sigurno bomo stali. In če še to ne pomaga, veš, ko dobiš, ampak to je par sekund, pol se zbrihtamo in vse v redu, ampak za unih par sekund si zmeden. Tako lahko pride tudi v življenju. Si zmeden, nisi več siguren. Kaj? Veste, kaj mi je Gospod pokazal? Najdi prvo stvar, za katero veš, da je absolutna. To pomeni, da je vedno tam. In kaj je? Semafor. Semafor se sigurno ne bo premaknil, razen če ne bo kakšen buldožer letel v njega. A se razumemo, kaj hočem povedati? Gospod je edini, ki se ne spreminja, zato lahko imamo sigurnost in vero vanga. Pa smo to. In zdaj gremo. Predstavljati si Jezusa, po 3 letih in par mesecih, skoraj že pol leta, prihajajo z učenci in velike množice ga sledijo. Zdaj to je to. Mimogrede, na tej poti, glih pred Jeruzalemom, zdraviš enega slepega, ki mu rečejo njegovi učenci, pusti ga na miru, nimaš pojma, kaj gre zdaj delati. On gre na križ, a ti veš, da gre odplačati ta greh. On se s tabo ne more zdaj ukvarjati, ker ima velike stvari. On ima plane, on ima načrte. On gre po Gospodovi volji. In kaj je Jezus naredil? Glih kontra, kak so vsi mislili, vsi ti vodje tam okoli njega, kako ga bi oni čistali, in rekel, počakajte malo, človek rabi mene. In njegove, a hočeš, Gospod, če hočeš, me boš očistil, a hočeš. Jezusove besede, to nam nikoli pozabo, ko ti veš, ko dobiš razodetje, hočem, Gospod hoče. On hoče. Je pa na nas. In zdaj on gre, pa ste to. In imate v velikih evangelijih, v vseh sinoptičnih sigurno, ampak danes bomo šli v divjega konja, ker je Janez govoril o ljubezni, haleluja, meni všeč. Govorili bomo pa tudi z Janezov evangelije, zaradi tega, ker ima velik starozaveznik prerok, glede tega njegovega vhoda v Jeruzalem in karkoli se bo zdaj zgodilo tiste dni, In morate vedeti, da je to bilo polno ljudi. Vsi iz diaspore, iz Židje, po celem svetu so hodili v Jeruzalem na veliki praznik Pasho. Pasha je bila kaj? Spomin na izhod iz suženjstva. Haleluja. Haleluja. Gremo naprej. Prebral bom na hitro. Nočem skakati po besedi, ker v določen trenutku mi je Gospod pokazal, ko sem šel čez določene vrstice in je bilo dolgo in sem pol bral tisto, kar je bilo pomenilo. In sem ga bla, 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 bla in naprej. In v tistem bla, bla sem se ful grozno počutil. Popolnoma sem ignoriral kontekst besede, katerega sem hotel razložiti. Zato bom bral. Ampak bom bral malo hitreje, tako da ne bomo zaspali danes. Janez 12, 9 do 15. Predstavljajte si to sliko, ok? Velika množica Judov, že to, predstavljajte si veliko množico, ok? Velika množica Judov je izvedela, da je tam Jezus in ni prišla le zaradi Jezusa, ampak da bi videla tudi Lazarja, katerega obudil od mrtvih. Morate vedeti, da Lazar je postal ful slaven človek. K njemu celo domov so hodili in iskali, ne vem, po človeški navadi, da jim da malo soli čez hrbe, da jim da kakšne kamenčke, kristalčke in tako naprej. In Lazar dela kaj, celo v tem trenutku tako veleva ena priča, da je mogel zakleniti vrata in zbežati nekam stran domov, ker so začeli romarji prihajati do besedno. Zato bi se danes tudi tu zgodilo, če bi se zgodilo kaj taga. Ne? Pa tudi se ni, pa že hodijo v Santiago Compostela in na Breze in ne vem kaj, skratka. Tako da, mislim, ljudje smo tako naštelani, da iščemo nekaj nadnaravnega, tudi če ga ni, ga najdemo, ok? Dobro. Veliki duhovniki pa so sklenili umoriti tudi Lazarja, to je bilo zmenjeno, ker se je zaradi njega veliko Judov ločilo od njih in verovalo v Jezusu. Kar naenkrat sinagoge so bile napol prazne. Nobenemu pastorju to ni všeč. Kar naenkrat nobenega v cerkev ni. Pa ne govorim o vašem pastorju. To je cerkev Jezusa Kristusa. Amen? In zdaj te politične gibanja in svobode in stranke so se začele majati, ker ni bilo več stabilnosti. Zdaj treba nekaj urediti, da stabilnost pride nazaj. Ali je to geopolitično, kakršnokoli religiozna, mora biti stabilnost, ker ljudje so panični in je kriza, potem pride inflacija, davki se zvišajo, vojne, upori. Stabilizirati moramo področje. To se je začelo tako, čisto politično. 12. vrstica. Drugi dan je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem. 3 leta in pol je delal, mimo gre marsikaj se je slišalo o Jezusu. Dobro in slabo.
Vzeli so palmove veje in mu šli naproti in sklikali. Pazite to hinavščino zdaj. Pustite to. Pazite to. Hozana. Hozana. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. In Izraelov kralj. Opa. Prej so ga hoteli kamnati, zdaj pa kar naenkrat Izraelov kralj. Morate vi vedeti, da so bili oni že par stoletij noter pod okupacijo Rimljanov. Kako bi bilo fino, da bi prišli Nemci tu, pa vas zavzeli, pa okupirali, pa ne bi smeli gučiti sploh? Kako bi se vi počutili? Ne, da bi vaše ceste delali, ampak bi zdaj, bi z vašim denarjem, z vašimi penezi, bi delali gor ceste v Münchnu, pa na Dunaju. Vaši fanti bi mogli delati za njihovo vojsko na ruski fronti, bi bilo to super. Ja, pošlje mojega Nojata, ni problema. Še bi filmu dam. Blagoslov, veš kakšen? Si predstavljate to? Smo tam. Okay? In zdaj v obupu to ljudstvo išče, kar je razumljivo, nekega kralja. In se je že govorilo, da Jezus je večkrat rekel, jaz sem, ki sem. Nisem, tle ni bilo nobene. Ampak kako bojo ljudje zagrabili takrat Gospoda, takrat samo, ko ga rabijo? In ko je po njihovo. Hozana, joj, so bili vsi sladki. Vsi so bili sladki. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodov imenu, in Izraelov kralj. Jezus je našel oslička in sedel nanj, kako je pisano, ne boj se, Sionska hči, gled, tvoj kralj prihaja, sedeč na osličjem mladiču. Prva resnica, ki jo vidimo tukaj, odrešenje prihaja in je prišlo zdaj. Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in sklikali, Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodov imenu, in Izraelov kralj. In ri je bil napis, ki ga je dal Pilat gor. In mimo grede, to ni bilo samo v latinščini, kar je bilo v latinščini in ri, kar pomeni, pazi, Iesus Nazarus rex Judarium. Jezus iz Nazareta, kralj Židov. In da ne bomo šli v politične, kar je res to pomenilo, kar je bilo pisano še v hebrejščini in v grščini. Mimo grede, bomo to na koncu videli. V 3 jezikih, da jim je bilo jasno, ker Pilat se je na vse zadnje trudil, da ne bi Jezusa križali. Ga dal fajn prebičati, sam da bi zadostil, da bi rekel, ok, pustimo ga neveru. Pilat ni bil neumen človek, bil pa je politik. Vedel, da kdaj mora žrtvovati določeno stvar, ampak kot človek, kot intelektualna oseba, ni bil neumen. Okay? Idemo prej. To je prvič, ki Židje citirajo starozvezno prerokbo, pazite to, in deklarirajo Jezusa kot Mesijo. To je bilo prvič, ampak ne samo kot prerokbe, ki govorijo o njemu, ampak kot kralja. Kot kralja. Medtem, ko to govorijo, izpostavljajo beseda Hozana. Hosana. Hosa pomeni reši, odreši, na pomeni pa zdaj, sedaj. Ta beseda je uporabljena v Stari zavezi večkrat in jo lahko najdemo v Psalmu 118, 25, 29. Pa gremo mimo. Prosimo te, Gospod, Hozana. Pomeni daj rešitev zdaj. Prosimo te, Gospod, daj vendar srečo. Blagosloven, ki prihaja v Gospodovem imenu, blagoslavljamo iz Gospodove hiše. Gospod je Bog, on nas razsvetljuje. Amen. Povežite se v praznični spredvod z vejicami. To se je kar dogajalo. Okay? To se dogaja zdaj pred Jeruzalemom. To govori Psalm 118. Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati. Moj Bog, tebe hočem povzdigovati. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Hozana je po aramejsko Hošana, kar pomeni rešimo te. Izraz je bil v bistvu bolj na pomoč in potem se je uveljavljalo kot molitev in je prišlo v kasnejših dobi krščanstvo tudi v slavljenje. Hozana, pridi Gospod zdaj. Ampak tu, ko govori pri Jezusu, Janez Evangelij in drugim podobnim, govori o tem, da je ta Hožana uporabljena na hebrejski, ne več na aramejski način, kar pomeni pozdrav Mesiji, ki je prišel v mesto odrešiti svoje ljudstvo. In kakšno razočaranje so nekateri dobili. Mimo grede, pri Gospodovi večerji, ko je Juda Iškariot ugotovil resnično, ko je Jezus prišel sam do njega,
Kar je slišal že 3 leta in pol, govori Jezus, isto, non-stop lahko vidimo. Umrl bom, zaradi tega, ker me bojo križali, me bojo prbil, ampak umrl bom in 3. dan bom mrtvih stal. In so to zgodbico poslušali mantre 3 leta in pol. In Iškarjotu se zadnji večer zgodi razodetje. Stari, to se bo res zgodilo. Mimogrede, jaz mu nič ne zamerim, on je bil politik, on je imel denarnico, mimogrede, pogledajte, noter v Novi zavezi. On je skrbel za živež, gospe, ki so bile žene kraljevih pribočnikov pri Herodu, so mu služile svojim denarjem. Kar so možje zaslužili, so dali njej in one so dali Juda Iškarjotu, tako da ta karavana 3 leta in pol je delovala normalno, da so lahko se nahranili, da so lahko kje spali in tako naprej, kar je normalno za njegovo službo. In ko Juda Iškarjot ugotovi, stari moj, ta res noče postati premijer, njegova stranka res noče imeti največ volilne pravice v našem parlamentu, je obupal in ga šel prodati, da vse nekaj ima od tega. To delajo politiki. To se tam dogaja. Jaz mu ne zamerim, škoda je, ker je veliko prekletstvo padlo na njega. Zelo veliko in mi ga žal. Ampak neko, ki je vztrajal v tem duhu, imamo novega Josip Broza Tita. Ta nas bo povezal, bomo imeli svojo državo, bomo imeli svoj denar in spoštovanje se bo povrnilo v izraelski narod in je obupal. Tu govorijo, ko prihajajo notri, ko Hozana, to besedno govori, reši našo zemljo, reši našo ekonomijo, reši naše otroke, reši našo zdravstvo, to se je dogajalo že prej. Oni ne vidijo tu, da se gre stvar malo više v duhovnem smislu, da se njegova kri, njegova ljubezen, ne samo na židovski narod, ker bo Gospod razmišlja več, kot mi lahko, Gospod, kadarkoli mislimo, razmišlja globalno, to je zdaj beseda, ki jo uporabljajo, globalno, za cel svet, če tega ne bi bilo, danes jaz in ti ne bi mogla sedeti tukaj in slaviti njegovo sveto ime, kaj je najlepšega na svetu. In te ljudje ga niso razumeli. Zgubljajo premijeja. Danes ga hvalijo, jutri je že afera na Litijski. Je že adijo, nisi več naš, ker ne delaš po naše. Apostol Pavel pravi, joj, groza, če bi delal to, kar vi hočete. Gorjemi. Ampak Gospodo, moramo ga razumeti, da v tistih težkih časih našega življenja Gospod dela v naše dobro. Amen. In ga ne obtužujemo. Razočarani, ker Jezus ni naredil to, kar so hoteli, da jih reši iz rimske oblasti, so hoteli ubiti na koncu. Celo so rekli pred Pilatom, njegova kri na nas in na naše otroke, pa imate holokaust in Žide še danes pobijajo vse posod, so najbolj sovražen narod. Prekletstvo so klicali na svoje otroke, se predstavljate vi to? Kako so bili zavedeni? Sam pogledamo ta človeški vzorc. Jaz sem si včasih mislil, ko berem skozi Sveto pismo, kjere, kako si izrazil, bumbari te Izraelci, mislim, non-stop eno in te isto. Prvo je haleluja, potem godrnjajo, ker nimajo ne vem kaj, in potem celo preklinjajo, iščejo druge bogove, iščejo dobre avte, dobre službe, razumeš, karkoli že, klanjajo se lesenim podobam in tako naprej, ker pač nima noben cajta zdaj za Gospoda in potem pride ful kriza in potem takrat ljudje smo tako nastavljeni, da začnemo Boga cukati za rokav bolj kot kadarkoli prej. In pa končno, razumeš, spet Gospod nekaj naredi in nekaj se spet dobrega zgodi in pol je on najboljši, dokler spet pride druga kriza. In potem je spet ta ciklus en te isti. Gor in dol. In poglejmo v psalmu. Na hitro ga bom probal brati. 3krat se zgodi ta ciklus. Psalm 107, 4:19 pravi. Zablodili so puščavi in pustinski poti. Naseljenega mesta niso našli, bili so lačni in ženi, njihova duša v njih omagovala, vidimo. Takrat, če ni bilo antidepresivov. V svoji stiski so pili Gospodu in iz njih tesnop jih je rešil, vodi jih je po pravi poti spet, da so šli proti naseljenem mestu. Naj se zahvaljujejo Gospodu, to je bila njihova mantra za njegovo dobroto, za njegovo čudovito delo, v blagor človeškim sinovom, kaj ti nasitijo poželjivo grlo in napolni lačno dušo z dobrim. In spet.
Nekateri so bivali v temni in smrtni senci jetnike beda in železja, ker so se upirali Božjim besedam, vidite to, in so zamahovali sklep najvišjega. Srce jim je ponižal z mukami, spotaknili so se, pa ni bilo pomočnika. V svoji stiski so pili k Gospodu, spet, hvala Bogu, no, pač to je ta vzorec, in iz njihovih tesnop jih je pač rešil. Potegnil jih iz teme in smrtne sence, pretrgal jim je spone. Naj se zahvaljuje spet to, in pa začnemo spet slaviti, ker smo free. Naj se zahvaljuje Gospodu njegovo dobroto za njegovo čudovita dela v blago človeškim sinom, ker je razbil bronasta vrata in presekal železne zapahe. In spet. Neumni so zaradi poti svojih hudodelstva, zaradi svojih Kristov trpeli muke, seveda. Zaradi neumnosti. Vsako jed je zmrznila njihovo dušo, dospeli so do vrat smrti. V svoji stiski so upili Gospodu, spet ta vzorec. Njihovih tesnop jih je odrešil, poslal je svojo besedo in jih je ozdravil. Potegnil jih iz njihovih jam in 21. vrstica, naj se zahvaljuje Gospodu za njegovo dobroto, njegovo čudovito delo v blago človeškim sinom. Lahko gasnemo te luči, pa damo neki kratek video, ki smo ga naredili, samo da vidite, kaj se dogaja. Tukaj not najdemo vse ljudi z tega sveta. Najdemo pa še posebej tisto, kar bi se rekel specialna enota, ker sem bil tudi v policiji včasih. In sem delal marsikaj, sem bil psa, sem bil na pomorski policiji, tudi na meji na koncu končal, ker sem se pošoval koleno, vezi so se mi pretrgale, ampak užival sem pa v specialni enoti. Ampak vsaka veja policije ima določeno delo. Okay? Specialna enota je res tako udarna skupina, ampak ta specialna enota ne bi mogla obstajati od normalne policije. Okay? Normalna policija, rečem, to je kot cerkev, ampak ima specialno enoto, tako je uleti direkt noter v tiste težka obdobja in tiste težki peku, teme. Od spolnih zlorab, niti da vam ne rabim govoriti, kaj vse so delali nekateri z našimi fanti in zato so zrasli v upornike in zlomljene dušice, katere so se mogli drogirati zaradi tega, ker so jim določeni ljudje delali tako silo, za katero se vi niti misliti ne morete. Ne upam si povedati, kaj vse so nekateri šli, kar se v družinah dogaja, od posilstev z različnimi stvarmi, tudi živalmi. In to človeka zaznamuje. Človek je zlomljen. In za take ljudi je Gospod zbudil Teen Challenge in hodimo tam, kjer drugi ne hodijo in se ne upajo. In oznanimo evangeliji. In to je tako, to. Je prišel, da jetnike osvobodi. In zdaj na kratko sam povedal, kako Gospod deluje. On deluje, vam povem. Nekaj se zgodi, od teh ljudi bi lahko dal pričevanje, sem imam tam fante. So še dokaj frišni, nekateri, no. Ampak govorim, imam eno ekipo, tudi dve ekipe, ki morajo stati doma, nekdo moraš skrbeti za živali in delati določene stvari, da lahko sploh preživimo, ampak na hitro samo pokažem in začelo se pa z eno meni drago osebo, mojo ženo, Magdaleno, 23 let nazaj, ki je bila, mama žurantka, sploh je ni bilo, sred Pirana se je to dogajalo. Njen oče se je v bistvu ubil, no, vrgel se je pod vlak. Njen oče me je spolno zlorabljal, Boga je bila pred 10 letih stara, se je skrivala v omaro, ko je prišel pijan, pa je se ulegel njeno poslo, pa je začel slačiti in bežala in tako naprej. Sam mimo grede, take ful grozne stvari, no. In ta otrok se je mogel nekako to bolečino olajšati in je začelo to piti, pred 12 je zbežala domov, prvič, razumeš, so policaji iskali, so je strpali v čuzo, skratka karkoli že in potem na koncu je najdla heroin, ki je bil dobesedno črno-bel, ti da tak mir. Satan je bil v prisotnosti Gospoda, on točno ve, kaj mi rabimo in zato nas bo zmanipuliral. In je ful dober falsifikator. Okay? Če boste videli 100-evrski bankovec, on ga naredi skor popolnega. Ma ne more skor. Do skor pride, ampak ne more. Tako da droga ti da, mimo gre, droge so super. Oni te res pomirijo, ti dajo mir. Ampak ko te vzamejo življenje, pol več ni smešno. Tako da dokler ona ni Gospoda srečala, jaz sem tako hvaležen. Jaz sem bil tak bumbar, res policajski, res. Jaz sem bil tako samo všečen in jaz sem mislil, da sem jaz top, najboljši človek na svetu. Dokler nisem srečal njo in pol nisem mogel več pomagati, to je bilo grozno, da vam povem, od bolezni, od dilerjev, to je bilo peko. Jaz mislim, da bom koga ubil tam v tistih trenutkih, ampak hvala Bogu je Gospod dodolil nekoga iz neke cerkve. Nekdo izmed vas je rekel, jaz poznam, veš, tam v tej cerkvi govorijo, da tudi to je možno, da se rešiš tega. Tako da, ugasimo, jaz se oporočujem, bravo, hvala. Ne, to je bil dober namig, hvala, ker grem predolgo včasih. No dej, zdaj pa res lahko ugasiš, zdaj se bom umaknil.
Gospod je dejaven, Gospod. On dela non-stop, on se ne ustavlja. Samo rabi nekoga, kot si ti in jaz, da odgovorijo točno tisti trenutek, ki nas rabi. In psalmist ne govori slabo o Izraelci, ko smo govorili, pa padejo, pa spet dvignejo, padejo. To se lahko najdemo čist prav vsi, okay? Mi smo čist vsi enaki, dobesedno. Ampak zakaj bi šli čez res hude težave, če imamo recept, zakaj ne postane to naš življenjski slog in slavimo kralja kraljev, izmed vseh kraljev, ki se nekateri delajo kralji, pa niso, okay? Ampak to je kralj, ker te nam lahko popolnoma zaupamo. Ne samo, da lomi vezi, on nas ljubi, on daje milost, mama mija, vsako jutro nova milost, ma kaj se gremo, a si jaz zaslužim, če pogledam svoje srce, nimam pojma, ne zaslužim se, da ste videli moje misli včeraj, mama mija, za trenutek sem se mogel kar spokoriti. To je življenjski slog, ker moramo postiti Gospodu, da je Gospod v naših življenjih in kralj nad kralji, vsemo, mi hočemo postaviti sebe, da smo kralji. Maš kaj je, ko gremo na WC, vsem smrdi v zadnji. Primož Trubar je rekel, pod križem smo vsi glih. Rabimo ga, dragi moji, bolj kot se kadarkoli zavedamo. Rabimo ga. Ne smemo biti takšni, ki se zahvaljujemo danes, ko smo delili nek blagoslov in se nam dobro godi in vsi dobro v nas govorimo, ker vsi rabimo svoje pozornosti in delamo tudi na umnosti, samo da jo dobimo. Tako kot so delali romarji tam v Jeruzalemu, so ga prvo hvalili, potem so ga pa kričali, jicte le, to pomeni križega. Ne smemo biti taki hinavci, dragi moji, kot so bili tisti notri v Jeruzalemu. Danes ga častijo, jutri ga ubijejo, to je politika, to je odhodiče, vam povem, druga resnica je, ki Gospod danes hoče povedati, ne boj se. Ne boj se, sionska hči, pravi Janez 12:15, gled, tvoj kralj prihaja, on prihaja, kakorkoli že on prihaja, sedeč na usličnem mladiču. Kaj? V Bibliji ena največkrat povedanih besed je ne boj se. Bog ve zakaj. Priimek svetega duha je to lažnik, mimo grede. Bog ve zakaj. Amen. Gospod pravi, da boste imeli v svetu hude preizkušnje, ampak ne klecajte, zahvaljujte se, ker jaz sem vse to premagal. Mi smo zagovalci v njemu, ne sami po sebi, ampak v njemu. Brez njega smo nič, dragi moji, haleluja. Tako kot da bi Gospod povedal Janezu in vse posod, ne boj se. Pravi, vse imam pod kontrolo. Veste, ko so ljudje videli v Bibliji notri angele, kakšna je bila prva njihova reakcija? Očitno je bila strah, zaradi tega, ker prvo, kaj angele reče, je ne boj se. Ok, to ni prišel ni mali kupec z malimi šperotničkami, pa juhu! To so nam spet neumnosti, ki so nam položili v jaslice. Angeli so duhovno gromozanska bitja. Jaz sem jih danes začutil, jaz vem, da so peli in plesali z nami, dragi moji, verjamte mi. Sem se kar zlomil nekje vmes, spet postajam kar čustven, ker to, da sem jaz lahko v njegove prisotnosti, dragi moji, mi vsi skupaj, in da lahko prijemo v cerkev, ki je topla in ljubeča in nimate tega. To se ne da kupiti. In tu morate vsi sodelovati, vsi moramo sodelovati noter, da ohranjamo to božjo atmosfero, to, ki to pomeni manj sebe, več Gospoda. Nastavno tako, drugače ne bo šlo, drugače se bomo skregali in pobili med sabo. Zaharija 9:9 pravi že zdavno je napovedal, silno se raduj hči sionska, vzklika hči jeruzalemska, gled, tvoj kralj prihaja k tebi, res prihaja, pravičen je zmagomit, amen. Ampak krotak je in jezi na usličko na žrebet usnice. Tretja resnica, Gospod prihaja, ne tako, kot smo mi pričakovali, da prihaja. Jaz ga nisem nikoli pričakoval, moja žena tudi ne, nikoli ga ni pričakovala, dokler je ni ruknil. In pol se teden ni mogla jokati, sem je mislil poslati, res pastor je bil že zaskrbljen za njo, je mislil, da rabi antidepresive. Ker ni mogla nehati jokati, ni mogla dopovedati, kaj grozno se je vse dogajalo skozi njeno življenje. In ko je začela govoriti pastorju in njegovi ženi, sta bila gotova, sta rabila psihoterapeuta, zato na dva tam gor. Ko slišiš grozno stvari, skratka, anyway. Kje smo stali? Janez 12:15, ne boj se, sionska hči, gled, tvoj kralj prihaja, sedeč na mladiču. To, da se on usede na mladička od oslice, je res nepričakovano. Mislim, kdo bi si mislil. Imamo enega prostovoljca, ki je tako robusten, je bil, 20 let, je bil brezdomec na metadonu, na alkoholu, celo spal je na večji buri, z Dornberka, prijatelj od Aljaža, on ga je pripeljal, ta Erik je pripeljal Aljaža v naš center.
tako vsega vajen, no, Bog je izgubljen. In Gospod se ga je smilil in je res je šel v komuno, takrat še v Sloveniji, nismo imeli Teen Challenge, je šel v Reto, v Španijo in tam ga je res Gospod, ga je malo, pravimo mi, zdrmal. Moraš dobiti par šamarov, razumeš, kaj ti paša včasih, če si boomer, je dobro, da dobiš kakšnega tako levo in desno, kar je dobro, to mi Teen Challenge pač malo drugače, to je tako na grobo. Ampak v ljubezni, paste, ne moreš biti grob z nekom in mu dati neke prepovedi in karkoli korektirati, če ne veš, da ga imaš ti rad. To je prvi pogoj. Iz ljubezni mora biti vse motiviran, drugače si lahko greš delati, ne vem, v bife pa strešt kavice in karkoli že. In ta pravi, kaj, ma to je z Gorice one, ne? Pravi, ma kaj, ma znaš ti, da je v Vasu, da je v Vasu kraljevska žval? Se rekel, bo, odkje to tebi? Mislim, je grozen je, razumeš, če ga imaš blizu hiše, ne, mislim, non-stop, konstantno, neka, razumeš, da je v šalame, razumeš, pravi, mrta dijelo ga treba dati. Pravi, ne, ti ne veš, kako je Gospod določil prav posebnega oslička za njega, ne, in si predstavljaš, ampak pravi, to se je moglo zgoditi, kot na krstu, Gospod je rekel svojo, kaj je bil, pol bratranci, Janezu Krstniku je rekel, ne stoj, ne govori nič, zdaj govorim že skoraj po primorsko. Ne stoj govoriti to se mora zgoditi in to se je moglo tudi zgoditi, da je šel noslička. In se predstavljate, kako je bilo to? Mislim, to je bilo nepričakovano, ampak on je prišel. Enostavno je poslal svoje fante in je rekel, dajte, boste najeli tam eno oslico in enega oslička zraven nje, a veš, ki morate vedeti, da te osličke ne gre stavno od mame nikoli. To je tam pri mami in to se dere, razumeš? Zdaj predstavljaj si, da on gre na oslička, verjetno mogo, a veš, to je bilo ful čudno za kralja, da prije na osličko, noge, a veš, superge, ali kako superge, oni pač Japonke, njegove Jesusove so se pač, verjetno, a veš, po unem prahu so se vsake toliko udarile, razumeš, ne, to ni neki, Bentleyjev, a veš, kot bi papež prišel v neprebojnem pa delo z roko tako, a veš, ne, to je bilo malo drugače, ne pričakuješ kralja in nekega ful vplivnega, da bo prišel, mimogrede, rodil se v štali, med muhami in med komarji in med smradom, med tako sam, mimogrede, okej. Folk, dragi bratje in sestre, Gospod pride v naših življenjih, ne smemo biti presenečenih, nepričakovano, tako kot da ne pričakujemo. Se lahko poslušamo pričevanja drugih, no to so njihove pričevanja, lahko se to zgodi tudi tebi. Ampak ne se obrniti strani, ne se ustrašiti, ko prije na drugačen način, mogoče tudi v nedoločeni stiski. Ne obtoževati Boga, zakaj je dovolj v stisko, ti se najde te stiski, kaj je to od tebe, kaj to za tebe pomeni. Kralji so v tistih častih v mestu stopali v slavnih oblačilih, velikih gromozanskih konjih, ne na osličku majhnem. Dneve vnaprej je bilo to napovedano, to so bile procesije, to se je tudi zgodilo po protokolu, mimogrede, ko pridejo predsedniki drugih držav, je tako? In fajn, veliko denarja se našega porabi za te stvari, ja? No. Kralji so se hoteli prikazati na najvišjih konjih, Jezus se je prišel pokazati v sličjem mladiču, najmanjšemu. Matej 21:1-3 govori, ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Betfage na Olski gori, Jezus poslal 2 učenca in jim rekel, pojdite vas, ki je pred vama. To je bilo pred Jeruzalemom, še Jeruzalem se nadalje videl. In takoj boste našli privezano oslico in oslička pri njej. Zdaj, če si kmet, pa prije nekdo pa reče, glej, bomo vzeli to, boš rekel, verjetno ne. Mislim, ti veš, koliko to stane, ja, okej, to ni kar tako, da priješ pa nekomu kmetu, vzemeš oslička, ne. Ne bo dobre volje, ne, ampak že tukaj vidimo prakticira avtoriteta in kaj govori Gospod, kaj je rekel, wow. Našli boste privezano oslico in oslička pri njej, odvežite jo in pripeljite k meni. Če vam kdo kaj poreče, recita, Gospod nič ne pusti na ključju, on vedno da navodila. Sam če ga spucam v šesa, pa ga dobro slišimo, kaj hoče povedati. Ja? Če vam kdo kaj poreče, recita, kakšen grozen, jezen kmet, povejte, Gospod jo potrebuje in tako ji bo poslal. In točno tako se je zgodilo. Veste, tisti trenutek so ljudje veliko slišali o Jezusu in so pričakovali enega gromozanskega voditelja, da bo prišel, da bo rušil tole rimsko nadvladavino, ki imajo že stoletja tam v njihovem Izraelu. In mimogrede, veliko uporov je bilo vmes, glih tako, in Pilat ni hotel še enega met, to je bil politik, zato ga je skenslil pol Jezusa in ga je dal, ne, adijo. Tako da pa zaključujem s tem Janez 19:1-16, pa ste to. Zdaj pa cela zgodbica, kako se je to zgodilo, ker so še druge stvari, ampak se hočem samo sredotočiti
osredotočiti na to, da je bila velika filozofska debata in politična debata predvsem, kdo je kralj. Če boste bili ful pozorni notri, se gre samo zaradi tega. In ko so oni čisto znoreli, kaj je napisal, to je Jezus iz Nazareta, Rex, kralj od Židov, ne, so Židi ven padli, ker ko boste šli v hebrejščino, iz tega so pomenke vam boste najdli, da so napisali gor Jahve, kar se pa ni smelo govoriti, niti pisati. Enkrat na leto duhovnik je lahko to naredil, ko je šel prej v sveto. Tega Bog ne daj. In itak Italijani, razumeš, ki se ne frega, veš, mi bomo napisali in rekel, to, kar sem napisal kot je šljivi. Trgali, oblačila, pepel, to je bilo grozno. Ampak to je druga teologija, ne bomo se spuščali noter, ampak je zanimivo, da se bije tukaj ful velik boj, kdo Jezus je. In se bo tudi v naših življenjih, kdo je naš kralj in koliko kraljestva imamo v našem življenju. Gremo v čudovito Božjo besedo. Enkrat je rekel Tonček Sukič, brat, je rekel, ga ne vem, kako imate vi v vaši cerkvi, ampak mi, ko beremo Sveto pismo, Božjo besedo, se vsi stanemo. In mi nismo bili tega vajeni, mi smo tinčeli cerkev, razumeš, to smo bolj na ulicah, kot v cerkvi, razumeš, ne, in smo se vsi stali in se gledamo tako. In Tonček je začel brati Sveto pismo, veš, in je končal in, no, zdaj se lahko sedete. In vsakeč nas je mogel polni neho to delati, ki je videl, da nima smisla. Ampak, ja, čudovit brat je Tonček, ja. Janez 19, 1, 16. Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Hotel ga je rešiti, samo da vete tukaj. Ok, vse smo ga že zmaltretirali, pusta ga zdaj ne reveže na miru. Okay? Ampak prej ima ta ona da ful dobro debato. In vete, Italijani so politeisti, to pomeni, so imeli ful velik bogov, kar je bila pač pozornost iz drugih stvari dati na ljudi, razumeš, da so imeli Boga za to. Ampak resnično oni so se spraševali, tako kot danes te filozofi, kaj je resnica. Pilat je bil res dobesedno vzburjen na tem, da povej mi, kaj je resnica, razumeš? Pa mu ni dal tega. Jezus, mu ni dal, ker je bilo tako prenisko, sploh v tem debatirati, zdaj se grejo druge stvari, ampak res je želel, nekoga je imel rad, samo da vete, ta Pilat, našega gospoda. Ok, tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Vojaki so spleti strna krono, mu je dali na glavo in gornili škrlatni plašč in stopali so k njemu in govorili pozdravljeni judovski kralj in ga udarjali. Vete kaj, ne samo po licu, ampak tudi po kroni. In to se ti je zarilo direktno v lobanje. To ni bilo, veš, te legionari, ki so to delili, oni so klali ljudi, oni so točno vedeli, oni so bili bojevniki, to ni bil nekdo, ki je prišel iz mejne policije ali pa z ene kasarne, ki nikoli še v življenju ni ustrelil svoje puške, ok? To je bilo malo drugače, ok. Pozdravljen judovski kralj, v tem se gre, se norca dela z našega gospoda in je pretrpel zakaj? Zaradi tebe, samo da veš. In ga udarjali. Pilat je šel spet ven in jim rekel, gledajte, pripeljem ga ven, da boste spoznali, da ne najdem na njemu nobene krivde. Mimo grede, dober je, tip je, dečko. Jezus torej prišel ven, imel trnovo krono in škrlat plašč. Pilat jim je rekel, gledajte, eče uomo, to pomeni, pogledajte, samo človek je. Če hočete kralja, križa, dajte enega druga, to je samo človek. Jaz ne vidim, da bi bilo kaj druga, mislim, nedolžen je, dobesedno. Ne? Mislim, kralji, veš, kako on govori o kralju, kako on je razumel, ko so govorili, to je judovski kralj, on je razumel, da to je res nevaren tip. Ker kralji so imeli za sebe vojsko, veste, to ni bilo kar tako, mi ne razumemo, kaj se to dogaja. Veš? On dobesedno rekel, to ni kralj, pustite ga na miru, on je čisto navaden človek, res dobre, kaj je slabega naredil? Se pa te nič ni slabega naredil, zakaj mu to delate? Ker kralj, zdaj, če bi bil kralj tu, bi sigurno nekaj vojska prišla in obsedala Jeruzalem in nekaj bi bilo, ali bi ga izplačali, tako je včasih bilo, to bi bilo drugače, kot si mi zdaj predstavljamo. In eče uomo, to je človek. Ko so ga veliki duhovniki služabniki videli, so zapili, jictele, pomeni križega, Pilat jim je rekel, vzemite ga vi in križate, ker jaz ne najdem nobene krivde njemu, veste, ko se je šel umit, ne, rekel, jaz res predstavnik sem, zdaj pač okupatorske vojske seveda, in ne vidim, stari moj, to so vaše notranje politične zadeve. To vašem narodu zrihtete, vaši stranki, to vršite ga ven, ne vem, lišite ga, ne vem, naredite nekaj, jaz v tem ne bom sodeloval.
Pilat je mu rekel, vzemite ga na križu, takrat jasno najdem krivdo njemu. Judje so mu odgovorili, mi imamo postavo in po postavi mora umreti, ker se dela za Božjega sina. Spet se gre v temu, kdo on je. Vse se gre samo, kdo on je. Danes imate ene krščanske strukture in denominacije, ki ne priznavajo Gospodovega veličastva, nažalost. In si je prišel hodič dobesedno v krščanstvo in začel jemati to slavo, jemati to čast in to veličino našega Gospoda Jezusa Kristusa. Pazi to. To je največja battlefield, se temu reče, največja fronta je tukaj. Kdo Jezus je? Ma mi vemo. Naši fanti vejo, vi vete, ko ste slavili, ko molite, jaz vem, da vi vete. Enkrat je ena vaša govorila, moja babica ve. Nisem točno, kaj ona ve. Ne, ona ve. Rekel, ve, ona ve, kdo Jezus je. A, tako ve, ker ti lahko veš 1000 stvari. Ne, ta je najbolj pomembna. Moja babica ve. No, nikoli pozabo, ja. Nikoli, ja, tu sedi, ja. Ne, v Ženavljah, mimo da ve. Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal. Spet je šel v sodno hišo in rekel Jezus, zdaj mi pa povej, ker teli so res trajni, odkot si? Jezus mu ni dal odgovora. Tedaj mu je Pilat, ker sta se že prej pogovarjala, ne bo ponavljal kot pokvarjen CD, mimo grede, pač to Gospod ne dela, ker on ko pove, on točno ve, da je rekel in je rekel, ne? To je to. Tu se ne bo nič spremenilo, če on kaj rekel. In včeraj Ingol zelo dobro govoril, je rekel, tako pač je, greh gotovo, ampak pol je mogel narediti to, da je prišel sin njegov, ne? Kar ga je zlomilo, ker mimo grede morate vedeti, da največja bolečina ni bilo samo to, da so ga trnovo kronali in da so ga tolkli in da so ga bičali in da so ga pol tudi dobesedno zverinsko umorili na križu. Ampak v tistem trenutku, ko vidite Jezusa kot človeka, je bilo takrat, ko mi vemo, da imamo svetega Boga, je tako? On je svet. Pred njem ni nobenega greha. Tudi ko so preroki, ki ga je Jeremija videl, je bil gotov in rekel, gorje meni, Gospodovo stvarstvo, veličastvo sem videl, jaz bom zgoril, nečistih ustnic sem, veš, moje ljudstvo je katastrofa, bom zgoril. Predstavljaj si tako svetega Boga in zdaj dobesedno, ko Bog izlije dobesedno ves greh, vso sinarijo, vsa posilstvo, vsega umore, karkoli je obglavljeno na Jezusa in on je to čašo mogel spiti, ta kelih je mogel iti skozi njega. In v tistem trenutku se je Gospod odvrnil stran od njega, ker tega ni mogel gledati, ker tega ni mogel prisostvovati, ker Bog je sveti Bog. In njegov Jezus je postal prekletstvo, točno tisti trenutek, smetnjak za vse svinarije tega sveta. In če da danes kakšen greh matra, dragi moje, zavese, da ste zmagovalci v Kristusu, ne sami po sebi, ampak v Kristusu. In toliko, ko ga imate, toliko boste zmagovalci. Za Pasho v Egiptu so ga mogli celo jagnje pojesti. Gospod ni gledal, kdo je notri v durmi, ki so bile pokrite s krvjo. Jaz verjamem, da so se nekateri tudi Egipčani skrivali. On ni gledal, kaj je notri. On je sam gledal, če je Jezusova kri na tabo. In v tistem trenutku je doživel največjo bolečino, ki je lahko kadarkoli kot Božji sin doživel, da je doživel, da ni Boga, da se je odmaknil. To je bila največja njegova prisotnost izguba, to je bila največja težava, to je bila največja bolečina, ki je kadarkoli izkoristil. V bistvu doživel, da ni čutil več Boga v tisti trenutek, ker se je tako moglo zgoditi. Eli, Eli, lama sabaktami. Oče, zakaj si me zapustil? Točno zaradi tega. Zaradi tega, kar sva jaz in ti njemu naredila. In ta živi danes. Ta Gospod živi in sliši vsako vašo molitev. In bo prišel nepričakovano. Mogoče tudi na način, ki mi mislimo, da je napačen. Pustite se presenetiti. Gospodova volja je večkrat čisto totalno obratna kot tisto, kar mi mislimo, da je. In če nekdo mora iti, bo šel. Na njemu je, ne na nas. In mu moramo popolnoma zaupati. Z mano ne govoriš, dela Jezusu. Mar ne veš, da ima oblast, da te oprostim in oblast, da te križem, je rekel, nobene oblasti ne bi imel nad menoj, če ti ne bi bilo dano od zgore. Pa ste to, on ve, on ve. Nič mi ne bi mogel, če moj oče ne bi tega dovolil. Tle tako ne fair, da vsak normalen človek bi rekel, to ni fair, normalnega, nedolžnega človeka dati na križ. Vidite, kako Gospod pride nepričakovano in nam se zdi včasih ne fair. Mi bomo sodili njegova delovanja.
Ko prije to, je tako kot Ingolf je rekel včeraj, ko prije to v tvoje usta, je kot pesek, ki ga avtomatsko moraš izpluniti. Izplun. Ker hudič te bo zavedel, da boš verjel določene stvari, ki Gospod ne mora narediti. Zdaj bom mogel končati. Nobene oblasti ne bi imel nad menoj, če ti ne bilo dano od zgoraj, zato ima večji greh tisti, ki me je te izročil. In prvo mi je bilo boljše. Okej, v redu, imam manjši greh, dobro, super. No, tole pogodbo sem dobro podpisal, ja. Več dopusta, boljše nadure, okej, neko... Ker pazi, Pilat ni bil neumen, mimo greš, še enkrat povem, on točno je, s kom se ukvarja zdaj tukaj. Malo sumljivo mu je bilo, ker tako, na tak način Jezus deloval, ker vsi bi se borili za svoje življenje, ta se pa ni. Taka pa kar da. Ta pa kar pride, pa reče, tu sem. Tega ni videl še nikoli. Zmedlo ga je, človeka politika, že tok, a veš, prefriganega ga je zmedlo, ni vedel, kaj se dogaja. Odtlej si je, že prej samo dete, ampak odtlej si je pa res prizadeval, da bi ga oprostili. Jude pa so zapili, če tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj, pazi to, upor na vidiku, ja, ministri bojo padli, vsak, kdo se dela kralje, nasprotuje cesarju, kako so se spet obrnili. Ko je Pilat slišal te besede, je dal Jezus to prijatelj ven, sedel na sodni stol, to pomeni zdaj bo v sodo, ki se imenuje Litostrosos, po hebrejsko pravi Gabata. Bil je dan pripravljen na Pasho, okoli 6. ure je bilo, in Pilat je rekel Judom, gledajte, vaš kralj. Ker zdaj so mu prišli Jude fajn na živce. Zdaj so uporabili njegovega cesarja proti njemu, zdaj pa grejo njemu na živce in zato je vztrajal po tem napisom, samo da vete, Inri. In v grščini in v hebrejščini pazi, da se ne bi kdo kaj zmotil. V 3 jezikih sem vam dal napisati. Da ne bi kdo kaj rekel. Zdaj, vi Žide pa imejte svoje stvari. Jaz sem napisal, kar sem napisal in vem, kar sem napisal. In jih je zbodil direkt v zrklo. Tako, ja. In ko so pogledali stran, naše malo. Glejte vaš kralj, oni pa so zopili, proč s njim, proč, idite le križega. Pilat jim rekel, vašega kralja ne križam, dragi moji, kinavci veliki, resnega križam. Veliki duhovniki so pa zaupili, nimamo kralja, razen cesarja, pazi, ne, če je bilo to zdaj druga politična scena, bi bilo to drugače, ne, ampak zdaj ne, je prva glavna stvar Jezus se rešiti, stabilizirati območje. Tedaj mi ga izročil, da bi bil križan. Vzeli so torej Jezusa, nesel si je križ sam in šel ven proti kralju, imenovano kralj Lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga križali in z njimi vred 2 druga na vsaki strani, enega v sredi pa Jezusa. Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo, Jezus Nazarečan, judovski kralj. Ta napis je bralo veliko Judov. Vsi, ko so šli mimo, to je bilo v poti, mimo grede romarski poti, vsi so to videli. Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil kraj, ker so križali Jezusa blizu mesta in je bilo napisano po hebrejsko, latinsko in grško. Judovski veliki duhovniki so daj govorili Pilatu, ne piši judovski kralj, ampak da je on sam rekel, judovski kralj sem. Pilat je odvrnil, to, kar sem napisal. Sem napisal konec. Debate s tem. Vse se gre v kralju, velika družbena, politična, filozofska debata, kdo je tvoj kralj danes. Ker mimo grede poznamo samo 2 kraljestvi in se zaključujemo. Kraljestvo teme in kraljestvo luči. In če boste imeli eno temno sobo in boste pržali na majhno svečko, 1000krat manjšo kot je soba, tema mora iti. Ni druge, ne se prepustiti lažem, da ne bo šla, bo. Ker kralj prihaja. Ne vemo točno trenutka, ampak on je namenjen, na poti je. Je plačal cestno vinjeto že zdavnej, on šiba, on teče, on prihaja. Ker Janez 18:36 govori, to ne bo vam za popotnico, ko greste danes domov, razmišljate, ker mogoče nekateremu čez 3 dni prišlo to v glavo. Ne podcenjujem vas, dragi moji, gledam iz sebe, sem da veste. Meni včasih pravi, da sem bil policaj, pa da sem blond, ne, pa te stvari grejo skupaj. Ne, sem rekel, lej, tako me je Gospod naredil. Veš,
Nekatere stvari more priti v določenem času, drugače bi lahko zlorabil, ne bi vedel, kaj govorim, kar si ne smem dovoliti. Jezus je odgovoril, moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil začenil, da moje kraljestvo ni od tu. In pravi drugim evangeliju, da njegovo kraljestvo prihaja brez zbujanja velike pozornosti. Ker enkrat pride. Ga niti ne vejo, večkrat je Jezus mogel reči svojim učencem, Božje kraljestvo je tu. Zdaj, ja? Lahko molim še preden zaključim. Se lahko stanemo? Hvala ti, nebeški Oče, Gospod, za tvojo milost, za tvojo ljubezen. Hvala ti, Gospod, za tvoje popolne načrte, Gospod, ki se včasih ne skladajo z našimi pričakovanji. Ampak danes smo tu, Gospod, da slavimo tvoje sveto ime, zaradi tega, ker ti imaš vedno prav. Mi verjamemo, Gospod, da v vsakem trenutku, Gospod, obvelja tisto, kar si ti rekel. Gospod, tvoja beseda je večna. Vsa kraljestva je prišla, Gospod, vsa zadeve. Mi bomo prišli, Gospod Oče, ampak tvoja beseda bo stala na veke. In hvala ti za to zaupanje, Gospod Oče, da ti lahko verjamemo, da ti lahko zaupamo. Hvala ti za tvoje pisano besedo, ki se na tisoč in tisoč ljudi umrlo zaradi tega, da lahko danes mi beremo to čudovito pisanje, Gospod, čudovite liste, Gospod, ki so narejeni po čudežu, Gospod, po tvojem nadihu, haleluja. In hvala ti, Gospod, da imamo kralja, kot si ti, Gospod, da je krotak, Gospod Oče, in da pride nepričakovano, Gospod, takrat, ko te pričakujemo, ampak vemo, da si vedno z nami. Da imaš vse pod kontrolo, Gospod. In tega Gospoda mi častimo sveto ime Jezus, ni ga lepšega in boljšega, ne v nebesih, ne na zemlji, ne v podzemlju. Gospod, pod imenom Jezus Kristus se prikloni vsako koleno in vsak jezik bo priznal, da Jezus Kristus je Gospod v slavo Očeta. In mi blagoslavljamo danes tvoje sveto ime, Gospod, ti držiš svojo roko nad nami, Gospod Oče, tvoja beseda ne živa prebiva, Gospod, v naših srcih, da bo tudi naše telo zdravo v Jezusovem svetem imenu. Si skozi nas, Gospod, da smo luč tega sveta, zato smo tudi narejeni. V tvojem Jezusovem imenu molimo. Amen.